Za sprejem rebalansa so se odločili zato, da bi bila odstopanja od zaključnega računa konec leta čim manjša. Večjih sprememb pa rebalans ne prinaša, poudarja tamkajšnji župan. Razlik je nekaj pri osnovni šoli, ker bomo zunanje ureditev, ki smo planirali v letu 2013, bomo zaključili v letu 2012. Pri izgradnji novega šolskega kompleksa sicer manjka še podpis pogodbe za notranjo opremo v višini 360 tisočakov, nato pa bodo sprožili postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. Izgradnja imamo še S-kanala za kanalizacijo, ta je tudi že, mislim, da ravno danes je bila uvedba v delo, tako da mislim, da bojo vse aktivnosti zaključene, nekaj malenkosti nam čaka še pri ureditvi samega križišča za dostop v osnovno šolo. Z rebalansom so sicer tudi predstavili tiste projekte, za katere na razpisih niso dobili denarja. To je ureditev središča v Šentjurju in pa tudi tukaj v središču Mirne Peči priključna cesta. Pa še na vodovodnem področju bo malenkosti sprememb, tako da to bi bilo tisto glavno, kar bo nekje drugače, kot pa je bilo predvideno z drugim rebalansom. Župan sicer ocenjuje, da bodo leto zaključili likvidno. Na včerajšnji seji pa so med drugim potrdili tudi mandat v občinskem svetu Antonu Klemenčiču iz Goriške vasi, ki so ga občani izvolili junija na nadomestnih volitvah.